Dr. Florian Demargan je rojen v Ljubljani, diplomiral je iz strojništva na Univerzi v Mariboru in iz ekonomije prav tako v Mariboru. Magisterij iz ekonomije je delal na Univerzi v Ljubljani in končal doktorat na Ekonomski univerzi v Pragi. Razume in govori 7 jezikov in občasno predava na Ekonomski univerzi v Pragi in Bratislavi. Napisal in objavil je čez 50 znanstvenih del ter sodeloval in se udeležil več kot 100 različnih, tako domačih kot mednarodnih konferenc in posvetov, odkar živi v Pragi. Njegovo predzadnje študijsko delo so prebrali v 53 državah sveta po podatkih Akademije iz Združenih držav Amerike, ki združuje 11.045 univerz. Ter zadnji esej je prebralo do danes nekaj manj kot 2000 oseb z različnih univerz po svetu. Dr. Florian Demargan je član številnih znanstvenih in podjetniških mednarodnih ustanov. Pomurski akademik dr. Florian Demargan je eden aktivnih članov, aktivnih članov Pomurske akademije, če gli ne živi v Sloveniji, prihaja iz Prage. In gli za voljo toga je njegovo predavanje skoraj na vsakši konferenci do zdaj je bil toliko bolj zanimivi, zato ker nam lejko pogled ne pove, kako nas vidijo Slovenijo in pa tudi gospodarstvo v Evropi nešče izven Slovenije, ampak z dušo pa srcem pa še sigdar za Slovenijo. To res sem sigdar izpostaviti, če gli je zdaj že dolga leta ne v Sloveniji doma, pa dostakrat pride in je fejs povezani in kaj je važno, ti fejs informirani. No in njegovo dnešne predavanje je pa povezano z informiranostjo in sicer kako on tolmači, kako on vidi določene dokumente Evropske unije in opozoril da nas, zakaj je nej vse tako fejs dobro, kako se mogoče na prvi pogled vidi. Pokazal da nam, zakaj je evropsko gospodarstvo sigdar bolj žmetno, konkurenčno kakšnim drugim in na kaj moramo biti pozorni, kaj moramo paziti, da na te hendikep čim menjši. Višno je Evropska unija prinesla dosta dobroga. Like gnjez, da nam pa pomurski akademik Florian Demargan povedal tudi to, na kaj pa moramo paziti, da tisti davek, ki ga za to dobro plačamo, čim menjši. Evropska unija se nahaja v ekonomskem zaostajanju in veliki ekonomski agoniji, pomeni, da se končujejo ambicije, da bi postala globalna ekonomska sila na svetovnem trgu. Vzrok so preregulativnosti, trdi Green Deal in nesmiselne, velikokrat neekonomične dotacije. Potrebujemo temeljito prenovo Evropske unije, zelenega dogovora in celotnega koncepta razogljičenja, ker slednji pomeni dvig cen energije, izkrivljanje energetskega trga, ki ima vpliv na konkurenčnost. Draghi je korektno opisal situacijo in tako kritičnih besed v preteklosti nismo slišali. Žal pa ni smel pisati o Green Dealu in socialnih problemih, ki lahko nastanejo v Evropski uniji. Razogljičenje je de facto zgrajeno na državnem načrtovanju, državnih intervencijah, državnih investicijah, državnih spodbudah in na državnih regulativah, kar je popolnoma v nasprotju s poslovno logiko in razumom. Recepti, ki jih Draghi ponuja, več Evrope, več skupnih politik, več skupnih naložb, več skupnih dolgov in novi cilji, inovacije, dekarbonizacija, varnost in zagotovitev, da Evropska unija ne bo razpadla. 3 dejstva. Drastično je potrebno omiliti predpise in regulacije, ki jih je sprejel Evropski parlament in jih izvaja Evropska komisija. Zagotoviti je potrebno podporo kapitalskim trgom in zasebnemu kapitalu. Skupni zunanji dolg Evropske unije je previsok. Jaz sem si dovolil kratko
kratki naslov, ki ga vidite tu. Zelo spoštujem našo komisarko, ter je naročila en takšen, pravo, kako vidite, to, kako se pravi po slovensko, European Competitiveness, Marijo Dragija, a nažalost stanje ne smo pisati o Green Dealu, niti ne smo pisati o kakšni socialni problemi bi rekel nastali. In sem si sposodil od Nikole Tesle en takšen pregovor, ki pravi: naraščajoča težnja žensk, da zasenčijo moške, je znak propadanja civilizacije. Zdaj bi pa samo kratko rad povedal malo primerjava Amerika, Evropska unija, z ozirom na to, ko zdaj Trump pride v januarju in še ne ve, kako gde. Skratka, leta 2002 smo bruto družbeni produkt zaostajali za Ameriko za 17%, lani že za 30%. Amerika predstavlja 26% svetovnega bruto družbenega produkta, mi v Evropski uniji 17%. Zaostajamo v produktivnosti za 72% in v delovnih vrah za 28%. To je zelo, se pravi, je več teh elementov, ki bi se dalo upoštevati, ampak jaz sem te tri najbolj značilne nakazal. Kar se tiče dolga Evropske unije pa Amerike, Amerika nekših 36 bilijonov dolarjev, Evropska unija nek prek 20 bilijonov. Tak, če pogledamo stare zadeve, vidimo to, kar sem vam že govoril, je približno 620 milijard dolarjev, evrov, še na leto po poročilu Dragija, ka bi se dosegli cilji Green Deala in načrti Repower European Union. In še dodatnih 92 milijard, da se doseže Net Zero Industry Act. Ne smemo pa nikdar pozabiti, da je bil Mario Draghi predsednik Centralne banke Evropske, so se odkupile za cirka 20 bilijonov nekritih državnih obveznic v evrih. In seveda 120 države 27 Evropske unije bodo mogle to vse plačati. Sicer to ne te nikde vidi, a to tak je. Lani je bilo zanimivo sprejetje nekaterih regulativ pred poročilom Dragija, to sem vam že lani govoril o tem, seveda ne še ta EDUR, ta še ne dokončno rešen, ker Evropski parlament še ne ve, zdaj gor, doj, zdaj se tu še bije malo zadeve. Idem dalje. Zanimivo so te, kako bi pravil, zakaj v Ameriki tako raste te indeks na borzah. Vidimo, da med Evropsko unijo pa Ameriko je razlika, da v Ameriki predvsem tehnološka podjetja z visoko tržno kapitalizacijo zdvigujejo ta indeks S&P 500 in je zraslo že leto za 25%, medtem ko naš evropski Stock Europe 600 je izrazito padel, to zaradi tega, ker mi stalno v Evropski uniji prevladujejo te tradicionalni sektori, bančništvo, energetika, industrija. Mi pa znamo, kako ta industrija se dalje razvija v Evropski uniji. Nažalost, z prihodom kitajske industrije, avtomobilov in tako dalje in bodočih ameriških carin, dneska ne vemo točno, kako je to vplivalo na avtomobilsko industrijo oziroma ostale produkte, ker Evropska unija proizvaja. Sicer Vanderlejeva pravi, mi bomo to kompenzirali s tem, ko bomo več kupivali plina od Amerike, in kateri se malo to umirilo. Zdaj pa jaz rajši idem dalje na Dragija in ščem povedati nekaj argumentov za ostajanja v konkurenčni sposobnosti. Prvo je draga energija, to vsi znamo. To je nekaj neverjetnega. Kako smo se odtrgali od plina z Rusije in kako ta borza EEX raste
je neverjetno naša industrija in naša proizvodnja in tako dalje je nekonkurenčna. Dalje, nemamo kapitalske trge, gdje bi se lahko investiralo s privatnim kapitalom v nove projekte, nove inovativne programe in tako dalje. Nemamo tveganega kapitala, malo naložb v inovacije, čeprav obljubljamo, ja, inovacije, in neučinkovita regulacija. Če pogledamo Ameriko, kako se ena regulacija kako se ukine ena regulacija, tako to pomeni, da se nikša daljša ne pojavi v Ameriki. Kak sem že omenil, je problem elektrika in plin. Elektrika košta v Evropski uniji cirka 150% več, kot pa v Ameriki. Plin pa celo 345%. Zdaj se giba na borzi, vidite iz tega plina, cene, borza, to so sicer podatki aprila, dneska je borza tam nekje prek 40 evrov na megawatt uro. Če pa pogledamo cene elektrike, primerjavo sa malo Ameriko, Texas, Chicago, Dallas in pa nekatere države Evropske unije. Tako vidite, edino Francija pa Finska se giblje, s tem, že Finska zdaj zadnji 2 meseci je tudi na približno 0,3 evrocenta na kilovatno uro. Že z toga vidimo, da mi ne moremo biti praktično konkurenčni, niti Ameriki, niti v sveti z takšno drago energetiko. Kaj ne gočin o teh surovinah vzácnih, litij in tako dalje, šterega nemamo. Idem dalje. Glede toga sem vam želel pokazati mogoče kratki graf te cene plinov, kako se giba 2G za 25 do 2G za 27. Vidite, kako to zdaj v letu 2005 je strašno visoka bila. Sicer zdaj pada, ampak zdaj zopet je na 40 približno evrih na megawatt uro. Zdaj, kje še mi zaostajamo? Seveda, mi ne samo pri energentih, tudi slabo nam kaže pri inovacijah, znanstvenih objavah, prijavah patentov in tako dalje. Če pogledam, samo za primerjavo sem dal globalni delež znanstvenih objav v 2G za 22. Vidimo, Evropska unija je to plavo, je 18%. Sicer ne malo, ampak tu smo poleg z ostalim svetom, ampak zaostajamo izrazito z Kitajsko, ampak lepše od Združenih držav Amerike. Pri patentnih prijavah pa vidimo, da tu Amerika zaostajamo tako za Ameriko, kot za Kitajsko. Če idem dalje. Tu sem zdaj pokazal malo, kak je Slovenija v zvezi po podatkih IMD-ja, kje smo v primerjavi z Nemčijo, Singapurom, Švico, Ameriko. Vidimo beg brain drain, to pomeni beg možganov. Vidim, da Slovenija strašno odide naših strokovnjakov do tujine. Bud so to inženirji, ali so to doktori, ali šteri drugi. Vidim, da smo izrazitno slabi. Medtem ki pri talentah se lejko se primerjamo z Ameriko pa z Nemčijo, medtem ko pa dalje, kje smo še malo slabši, smo pri teh kvalifikacijah teh inženirjev in pri razvoju, tehnoloških razvojih. Tu ta tabela doli, ki vidite competitiveness landscape, pa vidimo, v štero pozicijo v sveti obstajamo. Na kateri poziciji smo, tej 41, to na 41 mesti držav na sveti, štere se vodijo po teh indeksih. Vidimo, da najslabši smo pri mednarodnem investiranju. Cene kako telko, ampak če pogledamo education, smo 24, to pomeni izobraževanje, in zdravstvo, ne smo tako slabi, vidite, teri labor market, nemamo razviti ta delovni trg, nemamo razviti, to smo slabi in tako dalje, in tako dalje. Tako Slovenija ne gledi tu najlepše, vidimo
vidimo davčna politika, smo na 55. mestu in tako dalje in tako dalje. Skratka, držimo se. Idem dalje. Kaj pravi Dale Draghi, ne? Mi moramo omejiti predpise, regulacije, to je ta rak rana Evropske unije. Ne davamo podporo kapitalskem trgu niti zasebnem kapitalu, čeprav že zdaj Draghi, že v tem reportu piše, da treba izključiti banke glede investiranja in priporoča privatni kapital, tako kot je v Ameriki. Želi pa na vsak način, da bi se skupni dolg Evropske unije strašno povečal na leto, celo do 800 milijard evrov. In seveda si v cela 27 Evropske unije, teh držav Evropske unije, da je tudi garantirala za to. To ne je tako samo se da, natiskajo se penez in tako dalje in tako dalje. On šče velike spremembe energetičnega trga, investiranje v velike projekte. Poglejte, investiranje v velike projekte, samo primer je švedski Northvolt. Tu je že minus 15 milijard evrov je v izgubi. Jaz mislim največji projekt teh baterij za avto in tako dalje in tako dalje. To je veliki trg. In kak naj človek vrle, kada velike investicije, kada prinese nekše peneze, nekše velike spremembe. Mogoče ta, ki je bila prva ameriška kriza tam 1920, ne vem, 4, ko je predsednik Amerike pravil, treba graditi mostove, ceste, železnice in tako dalje in tako dalje. Ne vem, zaostajamo produktivnosti dela, čeprav dolgo delamo, bar te vzhodne države Evropske unije, ne? Na vsak način pa ne bomo to produktivnost dosegli, če ne da nove inovacije. Ne učin zdaj, ko bi trebalo robote pa tako dalje. Tu dejansko zaostajamo. Ne vem, pri nas se samo še niti ta energetski trg ne morejo, ko bi imeli poceni energijo, to ne moremo. Ne je volja, ko bi to bilo. Ta ambiciozni program Marija Draghija, taka, ki je v tej obliki predstavljen, se mislimo vsi, šterimi moči in tako dalje, ne da je uresničen. Ne da. Tu za konec sem pravil, dejansko je ekonomsko zaostajamo. Smo v neki ekonomski agoniji. Je to vse kvůli tome, kad smo preregulirani, Green Deal, ter je nesmiselni v nekaterih elementih in dostikrat neekonomične dotacije. To, da se zdaj tudi malo menjalo, kad je zdaj več ali manje, da je Bruselj šel odločati, kam in štere investicije, da se financirali. Ne več ministrstvo posameznih evropskih držav Evropske unije. Mi moramo, kao že konec, ne, mi moramo še te dvig cen energije, mi moramo to dejansko preprečiti z inačnim postopkom. Mi ga ne vrnem kam vse z fotovoltaiko, pa z temi wind power, kako se pravi, temi vetrniki. Mi to ne bomo mogli vse pokriti. Ja, okej, no, konec. Dragi pravi, več Evrope, več skupnih politik, več skupnih naložb, več skupnih dolgov. Novi cilj Evropske unije, zdaj, ki je bil sprejet pred par dnevi, pa pravi inovacija, dekarbonizacija, varnost in obdržati vkup Evropske unije. In na konec, kak Luca de Meo pravi, to je ta Renaulta, Amerika podpira, Kitajska planira, Evropska unija regulira. Tak, hvala lepa, to je kratko. Ste vedeli? Leta 2002 je Evropska unija v bruto domačem proizvodu zaostajala za Združenimi državami Amerike za 17%, leta 2023 že za 30%. Združene države Amerike predstavljajo 26% svetovnega bruto domačega proizvoda. Evropska unija predstavlja le 17%.
Evropska unija zaostaja za Združenimi državami Amerike v produktivnosti za 72% in v delovnih urah za 28%. Problem v Evropski uniji je draga elektrika in plin. Elektrika stane v Evropski uniji približno 158% več kot v Združenih državah Amerike. Plin pa je za približno 345% v Evropski uniji dražji kot pa v Združenih državah Amerike.